Pozdravljeni. V preteklih dneh sem vam predstavil kar nekaj svojih dvomov glede načina, kako bi lahko pri Formuli 1 zamrznili razvoj pogonskih sklopov. Včeraj je odločitev padla, da bodo pogonski sklopi zamrznjeni, kar se tiče razvoja seveda. Ampak namesto, da bi dobili določene odgovore, boste videli v nadaljevanju, da smo dobili samo nova vprašanja. Poglejmo si jih skupaj. Mnenja sem, da so pogonski sklopi v Formuli 1 izjemnega pomena. Zamrznitev njihovega razvoja je eno izmed tistih ključnih vprašanj, katero zanima vse nas navdušence. In po mojem osebnem mnenju bi bilo treba dati jasne in točne odgovore. Tu pa moram priznati, da jih sam, vsaj v tem prispevku, večinoma ne morem dati, ker moji viri jih nimajo. In seveda v prihodnosti bomo videli, kaj se bo zgodilo, in moram dodati, kot ponavadi, da gre tu za moje osebne videnje in mnenje o tem, kaj se bo lahko zgodilo v prihodnjih mesecih. A vseeno, imejte ta vprašanja kot nekako vodilo, kot nekako iztočnico v razmišljanju, kaj pravzaprav se dogaja na tem področju. Moramo se zavedati, da pri Formuli 1 so sprejeli odločitev, ampak vsega tistega, kar sledi tej odločitvi, mi navdušenci še nismo imeli možnosti prebrati. In prvo vprašanje, katero se mi poraja sedaj v mislih, je to, od kdaj naprej bo razvoj pogonskih sklopov zamrznjen. Bistveno vprašanje. V mnogih virih smo lahko brali, da od sezone 2021 naprej. Kolikor sam pogledam pravilnik, in to sem že omenil v enem izmed prejšnjih prispevkov, se lahko homologira en pogonski sklop na sezono in vso dokumentacijo je treba oddati pred 28. februarjem. Torej, po eni strani bi lahko rekli, da tisto, kar bodo ekipe oddale do 28. februarja, bo pogonski sklop za naslednje sezone. Po drugi strani lahko beremo v raznih virih, da bodo imele ekipe možnosti razvijati pogonske sklope še celo sezono 2021. No, o tem pravilnik ne pravi kaj dosti. Sicer sam sklepam, da tiste dele, kateri niso homologirani, bodo seveda lahko razvijali, a gre za malenkosti. In verjetno, kar ni homologirano, bo lahko podvrženo kakemu razvoju tudi v tem obdobju zamrznitve. Namreč inšpektori, komisarji, kateri gledajo ustreznost raznih delov Formule 1, ne odločajo o tem, ali je zadeva skladna s pravilnikom ali ne. Oni kontrolirajo, ali je skladna s homologacijsko listino ali ne. Vkolikor se zgodi, da pripeljejo kak nov del, pa naj si bo v pogonskem sklopu ali na sami šasiji, vkolikor je skladna s pravilnikom, ampak ni homologirana, je ta zadeva izven pravilnika in torej prepovedana. Vsaj tako načeloma deluje Formula 1. In seveda, brali smo lahko izjave Matije Binota, kateri pravi, da za sezono 2022 pri Ferrariju pripravljajo nov pogonski sklop, kateri bo bil podoben tistemu, ki ga vidimo pri Mercedesu. Tudi o tem sem že govoril. A po moji osebni presoji tak pogonski sklop zahteva novo homologacijo. Če pa vzamemo za dejstvo, da bodo lahko proizvajalci pogonskih sklopov homologirali nove enote na začetku sezone 2022, kaj se bo pravzaprav spremenilo? Ekipe so se že domenile, da v sezoni 2023 bodo zamrznile pogonske sklope do konca obdobja. Tam se je govorilo o sezoni 23, 24 in 25. Sedaj izgleda, da so izposlovali, da bo nov pogonski sklop v Formuli 1 debitiral leto prej.
Torej, namesto sezone 23, 24 in 25, kot kaže, bomo gledali zamrznjene pogonske sklope v sezoni 22, 23 in 24. Sprememba minimalna. A zanimivo je nekaj drugega. Pri Red Bullu so enega izmed glavnih argumentov za zamrznitev imeli v tem, da nimajo denarja za razvoj pogonskega sklopa. In mnogi navdušenci so si mislili, da nimajo denarja za razvoj v sezoni 22, 23, 24 in 25. A ugotovili smo, da gre v bistvu samo za leto razvoja, morda še tisto ne. Torej, ta argument ni preveč prepričljiv. A kaj so si želeli doseči pri Red Bullu, bomo lahko videli na koncu in seveda gre zopet za moje domneve. Pojdimo naprej. Eno izmed velikih vprašanj, o katerem smo govorili tudi včeraj, je bil tisti mehanizem, kako bi šibkejši pogonski sklopi nekako nadomestili zaostanek. A vprašanje, ki se poraja sedaj, je res pogonski sklop Mercedesa tisti najmočnejši? Ne govorim najboljši, govorim o tem, da bi bil najmočnejši. Namreč o tem je bilo veliko govora v raznih člankih, a poraja se vprašanje, kako bodo to sploh določili. Ima FIA infrastrukturo, kjer bodo vse pogonske sklope testirali in določili, koliko je močnejši določen pogonski sklop od drugega. Seveda, marsikdo izmed vas bo sedaj vzkliknil, saj je jasno, da je Mercedes, kajti zmagali so vsa svetovna prvenstva v turbohibridni dobi. A rad bi vas spomnil, pogonski sklop Mercedes ima tudi Williams, enake specifikacije kot tovarniško moštvo. Kaj si domišljamo, da bodo vsi pogonski sklopi Mercedesa dobili tisti malus ali samo nekateri? Določenega uradno, zapisanega v virih, ni nič. A vprašanja ostajajo. Kaj bi se zgodilo, če bi pri takem testiranju na koncu dobili rezultate, da je Honda najmočnejša, da je Ferrari močnejši od Renaulta in še bi lahko našteval. Namreč mnogi izmed nas se še spomnimo tistega dogovora med FIO in Ferrarijem glede pogonskih sklopov. Seveda, mnogi izmed vas ste bili kritični do tega, ker pravzaprav nismo izvedeli, ali je bil pogonski sklop Ferrarija legalen in kje so dobili toliko moči, kot so nekateri avtorji navajali. In seveda, zadeva bo ostala skrivnostna. A vprašanje je neko drugo. Koliko v resnici je lahko en pogonski sklop močnejši od drugega? Koliko moči lahko določena enota sploh pridobi iz kilograma goriva. Če se spomnite tistega kramljanja z Giancarlo Minardijem, je v nekem delu lepo povedal, da ti pogonski sklopi so nekje na koncu razvojnega cikla. Razlike med enim in drugim so tudi po mojem osebnem mnenju minimalne in ne take, kot jih nekateri prikazujejo. Bistvo je na aerodinamiki, drugače si ne bi mogli razložiti razliko med tovarniško ekipo Mercedes in Williamsom, ter na drugem koncu lahko pogledamo v pretekli sezoni 2020 razliko med McLarenom in Renaultem. Videli smo tu obratno situacijo, da je bila tista stranka bistveno boljša od tovarniške ekipe pri isti specifikaciji pogonskega sklopa. Torej, problematika izjemno zanimiva in daleč od tega, da bi verjetno določili vse podrobnosti. A pojdimo naprej k tistemu, kar je najbolj zanimivo. Namreč s tem, ko bo Red Bull postal tudi konstruktor pogonskih sklopov, ustanavlja se Red Bull Powertrain. No, ukolikor bo se to zgodilo, bomo dobili novega kompletnega konstruktorja, podobno kot Ferrari, Renault in Mercedes. A mislim, da nihče izmed nas ne bo Red Bulla imenoval tovarniško moštvo, vsaj upam, da ne. Poraja se zopet tisto vprašanje, kaj so sploh pri Red Bullu hoteli doseči.
Namreč ugotovili smo lahko, da tisto leto razvoja ne bi smelo predstavljati takega stroška, da si ga ne bi hoteli privoščiti. Oziroma, zakaj so počeli vse, kar so, samo za 12 mesecev. Sedaj se pa moramo vrniti k tisti izjavi Franca Tosta, katero sem obdeloval v tedenskem komentarju novic. Sam je povedal, da konstruktor, kot je Red Bull, si želi tistega vodilnega statusa pri razvoju pogonskega sklopa. Da ekipa dirigira, naprimer, kje bo težišče nove enote, kako velike bodo hladilne površine in še bi lahko našteval. Ampak, ukolikor se zamrzne razvoj pogonskih sklopov, vsa ta argumentacija odpade, kajti imel boš tisto, kar si imel sezono poprej, kajti spremembe ne bodo dovoljene. Vsaj to je smisel zamrznitve razvoja, kot ga jaz osebno razumem. Ukolikor bodo dovoljene določene spremembe, bomo videli, da to pravzaprav zamrznitev ne bo. A bistvo je ponavadi vsem na očem, a ga nihče ne vidi. Omenil sem, da v sezoni 2025 bomo verjetno videli novo generacijo pogonskih sklopov v Formuli 1. In prav tu je lahko tisti glavni motiv, zakaj so pri Red Bullu bili tako agresivni pri sprejetju te zamrznitve. Namreč, kolikor postavljajo iz nič novo strukturo, rabijo čas. In v tem času ne samo, da morajo pripraviti vso infrastrukturo, pridobiti morajo tudi kader. In ne morejo pridobiti kadra, kateri bi delal na projektu novih pogonskih sklopov, kolikor so prisiljeni razvijati onega starega, onega aktualnega, onega, ki bo prisoten v Formuli 1 v sezoni 2022, 2023 in 2024. Ukvarjati se morajo s tistim, kar bo ugledalo luč sveta v sezoni 2025. In prav tukaj, po mojem osebnem mnenju, je tisti glavni razlog, zakaj so bili pri Red Bullu tako prepričljivi, da so dosegli to zamrznitev in tako nekako spremenili potek sodobne Formule 1. Videli bomo, ali imam prav ali ne, ampak upam, da ta moja vprašanja bodo marsikomu vzpodbudila razmišljanje tudi o tem, kaj se dogaja v zakulisju Formule 1. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.